Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dober večer in dobrodošli v zadnji julijski kroniki tedna. Bili smo na 100-letnici Ruske kapelice. Obiskali prvi mednarodni filmski festival Kranjska Gora. Otvoritev oglarskih dni, no praznovali pa so tudi gasilci, tokrat kranjskogorski. Za nami je verjetno najbolj pričakovan dogodek v letošnjem letu. 100 let Ruske kapelice in obisk predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina. Glavna spominska slovesnost se je začela v soboto ob 15:30, ko se je pri Ruski kapelici zbral vrh ruske in slovenske politike. Spoštovani gospod predsednik Vladimir Vladimirovič Putin, visoki gostje, gospe in gospodje. Уважаемый господин президент Владимир Владимирович Путин, высокие гости, дамы и господа. Tu smo se zbrali, ker nam ni vseeno. Ni nam vseeno za nesrečne ruske vojne ujetnike, ki jih je 100 leti daleč od ljubljenega doma nazadnje zadušil sneg. Že prej pa je njihove duše in pljuča dušil strašljivi vonj po spodniku, trpljenju in smrti. Ni nam vseeno za vse nedolžne žrtve velike vojne. Samo na mračni soški fronti, Totopoli, se je z obeh bregov v zeleno-modre valove Gregorčičeve Soče zlivala rdeča kri 100 tisočih in več. Ni nam vseeno za žrtve vseh vojn. Veliki vojni, prvi svetovni vojni je sledila druga, še strašnejša, z najbolj žalostno in obremenilno moralno dediščino dotlej. In ker je prvi svetovni vojni sledila druga, se zdi logično razmišljanje, da verjetno sledi tudi tretja ali kaj takega. Nam, ki smo se danes tukaj zbrali, in ogromnemu številu ljudi vseh povsod po svetu, pa ni vseeno, ali bo vojna, ali bo mir. Mi ne mislimo, da je vojna stvar zgodovinske logike. Mi verjamemo, da sta vojna ali mir vedno stvar politične odločitve. Mi zavračamo miselnost, da je vojna neizogibna. Mi sprejemamo odgovornost za mirno reševanje sporov, vseh sporov. Mi hočemo mir, trajen mir. Zato smo se zbrali, ker nam ni vseeno. Svet okrog nas se spreminja. Zdi se, da celo mir in vojna ne pomenita več istega, kar sta nekoč. Svet se sooča z novimi oblikami nasilja. Ni več mogoče povleči trde, jasne, tradicionalne meje med vojno in mirom. Nove oblike sodobnega terorizma pomenijo novo varnostno grožnjo. In to večjih razsežnosti, in to tudi v družbah in državah, ki jih imamo za mirne in varne. Vsakeč znova, po vsaki tragediji v bratski Franciji ali Nemčiji, ali Rusiji, na Bližnjem vzhodu, ali kjerkoli po svetu, odločno poudarimo, da to ne bo spremenilo našega svobodnega in odprtega načina življenja. Vendar je res, da to noro nasilje
vnaša med nas, poleg ogorčenja, tudi tesnobo. Problem sodobnega radikalnega terorizma je v njegovi brezobzirnosti, nesmiselnosti in brezciljnosti. To nasilje nima političnega programa, o katerem bi se lahko pogovarjali ali se pogajali, da bi ga rešili po mirni poti. Vsaj tako se zaenkrat zdi. Ta iracionalnost je nekaj novega in to je morda od vsega najbolj zaskrbljujoče. Vendar se ne bomo vdali. Za nove, inovativne oblike skrajnega in surovega nasilja bomo našli nove in inovativne načine za zagotovitev miru in varnosti. To je mogoče. A uspelo nam bo samo pod pogojem, če vse svobodoljubno in svobodomisleno človeštvo združi moči. Gre za tako resen izziv, da moramo za njegovo reševanje preskočiti tudi največje ovire in razlike med nami. Dialog in še enkrat dialog. To ni in ne bo lahko. Premagati bomo morali medsebojno nezaupanje in še marsikaj. Toda ta cilj, ki nam je skupen, je življenjskega pomena in je plemenit. Moramo iskati in najti način za zagotovitev tega trajnega miru in varnosti. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, za menoj stoji ruska kapelica. Stoji 100 let. Opozarja, navdihuje. Kot bi hotela reči, mir je vedno mogoč, vendar ni samo mir. In ne sme ga poganjati samo strašen spomin na vojno, temveč tudi čudovite sanje o srečni prihodnosti naših otrok. Vseh naših otrok, slovenskih, ruskih, vseh, brez razlik, ne glede na narodnost, na barvo kože ali versko prepričanje. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste in so 100 let skrbeli za to kapelico. Na svoj, tudi zelo intimen način, so in ste prispevali k miru in prijateljstvu. Ne samo med slovenskim in ruskim narodom, temveč na nek način med narodi vsega sveta. Ruska kapelica pod Vršičem je neprecenljiv, majhen prispevek k veliki ideji miru in prijateljstva. От души благодарю всех, кто 100 лет заботился и заботится о часовне. Своим глубоко личным образом вы вносите вклад в дело мира и дружбы. Не только между славянским и российским народами, но и в какой-то степени между народами всего мира. Русская часовня под Vršičem – это небольшой, но неоценимый вклад в великую идею мира и дружбы. Otod pozdravljamo danes cel svet. Naj živi v miru in v prijateljstvu. Hvala za vašo pozornost. Lepa hvala predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, za te besede. Искренне благодарю президента Республики Словения господина Пахора за выступление. Gospe in gospodje, današnjo spominsko slovesnost je svojim obiskom počastil najvišji gost iz Ruske federacije. Njegova ekscelenca, predsednik Ruske federacije, gospod Vladimir Putin, ki nas bo zdaj tudi nagovoril. Дамы и господа, к микрофону теперь приглашаю его превосходительство президента Российской Федерации господина Владимира Владимировича Путина. Уважаемый господин президент, дамы и господа, дорогие друзья, спасибо вам большое за приглашение. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi prijatelji, najprej bi se rad zahvalil za to lepo vabilo. Я очень рад вновь побывать в дружественной Словении, где всегда с искренним радушием принимают гостей из России. Veseli me, da sem spet v prijateljski Sloveniji, kjer vedno z iskreno gostoljubnostjo sprejemajo goste iz Rusije. Особое волнение и я,
и все мои соотечественники испытывают, когда посещают это место. Posebno ganjenost, tako jaz, kot tudi moji rojaki, počutimo tu, ko obiskujemo ta kraj. Русскую Свято-Владимирскую часовню. Rusko kapelico svetega Vladimirja. Ровно 100 лет назад она была возведена в честь российских солдат, трагически погибших в этих местах в ходе Первой мировой войны. Prav pred 100 leti je bila zgrajena v čast in spomin na ruske vojake, ki so tragično izgubili svoje življenje v teh krajih med Prvo svetovno vojno. Поражает, что ее построили тоже русские солдаты в память о погибших своих товарищах. Osupljivo je dejstvo, da so jo zgradili tudi ruski vojaki v spomin na svoje umrle sonarodnjake. Известно, что только в одном лагере для военнопленных у этого перевала от непосильного труда, голода, лишений погибло около 10 тысяч русских солдат. Znano je, da v teh letih tu od težkega dela, lakote in pomanjkanja umrlo skoraj 10 000 ruskih vojakov. Знаете, когда я поднялся сюда, увидел эту скромную часовню, то подумал. Ko sem šel gor in videl to skromno kapelico, sem pomislil. Кто из тех, кто строил это скромное сооружение, мог думать, что через 100 лет после этого мы здесь соберемся и будем вспоминать о жертвах Первой мировой войны. Думаю, что они даже об этом не думают. Ali je nekdo od tistih, ki je gradil to skromno kapelo, lahko mislil, da po 100 letih bomo zbrani tu v takih količinah, da bi počastili spomin на žrtve Prve svetovne vojne? Verjetno nihče. Но это происходит благодаря представителям различных конфессий, представителям католической церкви, православной церкви, представителям мусульманской общины. Ampak to se dogaja in to se dogaja tudi zaradi podpore različnih verstev, različnih cerkva, katoliške, pravoslavne, muslimanske. Это происходит благодаря жителям Краинской горы, To se dogaja zahvaljujoč stanovalcem, prebivalcem Kranjske gore, благодаря многим поколениям словенцев. zahvaljujoč veliko generacij Slovencev. И я от всего сердца, от всей России, от себя хочу поблагодарить Словению и словенцев за то, что вы делаете для сохранения памяти о жертвах, которые мы все вместе, в том числе Россия, принесли на алтарь победы не только в Первой мировой, но и во Второй мировой войне. In bi rad v imenu Rusije in v svojem imenu zahvalil Sloveniji in vsem Slovencem za vse, kar ste naredili, da se ohranja spomin na žrtve vojn, na to, kar povezuje vse nas in tudi Rusijo, na vse, kar smo dali na oltar tako Prve kot Druge svetovne vojne. Повторю еще раз. Спасибо, Словения. Še enkrat bi rad ponovil. Hvala Sloveniji. Недаром и дорога через перевал, проложенная нашими солдатами, заслуженно до сих пор называется русской. In po zaslugi cesta, ki so jo zgradili v davnih časih naši vojaki, se imenuje Ruska cesta. Эта часовня стала символом дружбы российского и славянского народов, символом общего стремления к миру, сотрудничеству и процветанию. Ta cesta, ta kapelica je postala simbol prijateljstva ruskega in slovenskega naroda, simbol naše skupne težnje za mir, za blaginjo in prosperiteto. Сегодня
Позднее мы вместе с господином президентом откроем в Любляне новый мемориал, памятник российским и советским солдатам, погибшим на территории Словении в 2 мировых войнах. Kasneje skupaj z gospodom predsednikom bova odprla tudi nov memorial, spomenik ruskim in sovjetskim vojakom, ki so umrli na slovenskih tleh v 2 svetovnih vojnah. Он будет напоминать нам о самоотверженности воинов России и о решающем вкладе Советского Союза в освобождении Европы от нацизма, о бессмертном подвиге поколения победителей. Ta nas bo spominjal tudi na samopožrtvovalnost vojakov Rusije, na odločilno vlogo Sovjetske zveze pri osvobajanju Evrope od nacizma, o nesmrtnem podvigu generacije zmagovalcev. Памятник будет отражать Памятник будет отражать нашу общую принципиальную позицию о недопустимости попыток исказить и переписать историю, оправдать преступления, повлекшие гибель миллионов людей. Spomenik bo odseval našo skupno načelno stališče o nedopustnosti poskusov, da se zgodovina potvarja ali prepisuje, da se opravičujejo zločini, ki so povzročili smrt milijonov nedolžnih ljudi. Мы делаем Именно поэтому мы вместе будем продолжать просветительскую работу, прежде всего среди молодежи. Prav zato nadaljujemo tudi široko izobraževalno delo, da se seznanimo zgodovino predvsem mlade. Чтобы мы не только помнили об ужасах войны, но вместе работали над укреплением взаимопонимания, доверия, безопасности в Европе и в мире. Da ne bi samo pomnili o tegobah in grozotah vojne, ampak da bi zavedali tudi nujnost krepitve razumevanja, zaupanja, varnosti v Evropi in na celem svetu. Сегодня в ходе переговоров с господином президентом мы, безусловно, наметим новые перспективные проекты по развитию всего комплекса наших отношений. Danes med pogovori z gospodom predsednikom sigurno bomo načrtovali tudi nove obojestransko koristne projekte v prid razvoju celotne palete naših dvostranskih odnosov. И в завершение хотел бы выразить искреннюю признательность руководству Словении, членам общества «Дружба Словения-Россия», другим общественным организациям, всем словенцам за бережное отношение к нашей общей истории, за память о российских гражданах, судьба которых оказалась связана с трагическими событиями на словенской земле. In na koncu bi rad izrazil iskreno zahvalo vodstvu Slovenije, članom Društva prijateljstva Slovenija-Rusija, drugim organizacijam, vsem Slovencem za skrben odnos do naše skupne zgodovine, do spomina na ruske državljane, usoda katerih je povezana s tragičnimi dogodkami na slovenskih tleh. Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилия по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. Rad bi se zahvalil za iskreno željo, da se gradijo trdne temelje evropske enotnosti, edino na kateri se lahko zgradi prihodnost naše celine. Председник Русской Федерации господ Владимир Путин. Первым возложить венок предоставляется право его превосходительству президенту Российской Федерации господину Владимиру Владимировичу Путину.
reca vabim častnega pokrovitelja slovesnosti, njegovo ekscelenco, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Право возложения венка предается почетному покровителю, его превосходительству, президенту Республики Словении, господину Боруту Пахору. Благослови, высокопреосвященнейший Владыко. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, русских воинов, в годы Первой мировой войны на всем месте погибших, и оеже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Покуда Господь Бог учинит души, и деже праведни, упокоятся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного и оставление греховых у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Господу Že večer prej, torej v petek, pa so v sklopu ruskega vikenda v dvorani Vitranc pripravili koncert državnega ansambla Rus iz mesta Vladimir.
Okoli 800 obiskovalcev je uživalo v 90-minutnem glasbenem in plesnem nastopu zasedbe, ki je zbrane navduševala že lansko leto. V Kranjski Gori od četrtka dalje poteka prvi mednarodni filmski festival Kranjska Gora. Festival filma bo potekal vse do sobote, kaj vse so obiskovalci že videli in kakšen je program. Pa eden organizatorjev, Matjaž Javšnik. Ja, z nami tretji dan prvega mednarodnega filmskega festa Kranjska Gora 2016 in moram povedati, da smo nad obiskom presenečeni. V bistvu smo upali, da bo odziv publike dober, ampak na tako dober odziv pa res nismo pričakovali. Dvorane so fino napolnjene, tu in tam, bile so tudi polne, delavnice nabito polne, večerna projekcija, prva zunanja na velikem platnu uspela, tudi te zabave z DJ-ji in koncerti so super, seveda nedelja, dan za domači film, za kranjsko-gorske ustvarjalce oziroma za filme, ki so bile narejeni v Kranjski Gori, odličen odziv. Od jutri dalje pa štartamo študentskim programom. Torej, imeli bomo delavnice, okrogle mize, workshope, masterklase, dogajalo se bo na polno. Zraven tega bomo imeli tudi dan aktivističnega filma in v sredo 3. že štartamo otvoritveno slovesnost ob 7. uri zvečer na jezero Jasna, kjer bo nastopila Marina Martinson trio, Bernarda Žart bo vodila. Imeli bomo še ena manjša presenečenja, ki naj zaenkrat ostanejo skrivnost. Jaz bi se povabil, da pridejo, da se tega udeležijo. Potem bo tudi projekcija filma Zoran, moj nečak idiot. Krasen film, komedija, ki je prejela ogromno mednarodnih nagrad, med drugim tudi v Benetkah. In pa seveda avtorska ekipa se prije predstaviti po filmu, na to bo sledila še ena taka mala zakuska, v bistvu kozarček vina za vsakega in na to se bomo preselili sem nazaj, kjer bomo uživali ob DJ-jih,
v Oxygen baru. Skratka, družili se bomo, imeli se bomo fajn. Čaka nas ogromno odličnih filmov, festival traja 10 dni, 46 filmov in 7 lokacij. Jaz upam, da se vidimo vsaj na eni. V petek so v Rutah zažgali tradicionalno kopo, ki bo zaznamovala prav tako tradicionalne oglarske dneve, ki bodo trajali vse do prihodnje nedelje. Na otvoritvi je zbrane pozdravil župan občine Kranjska Gora Jani Hrovat. Jaz sem res vesel, da ste me povabili danes, ker nimam nič za početi. Ampak sem rekel, Ruta, pa moram, kakor en dežav imam tle, da sem že bil na parkrat na tej prireditvi, samo sem bil zmeraj tako guantan, da me niste spoznali najbrž. Tako da, ampak kar se pa tiče kope, ne vem točen, kdaj se je začela, sem pa zdaj LSO vprašal, ki je organizator, pa tudi on ne ve. Ampak po mojem 2005 v Krnici in da se je pol preselil v Rute v letu 2008, mislim, da je že na 8-9 let tle, če se ne motim. Jaz vam želim, da se kopa dobro skuha, ne vem, kje imate Grizlja, on je ta glaven majster. Jaz verjamem, da se bo vse dni tle kar nekaj dogajal. Obiskala pa sta nas tudi Kekac in Mojca. No, mi dva so vas prišli vse lepo pozdraviti na oglarskih dnevih in upam, da se imate fajn. Prišla so pa tudi vprašati tele škrate, koga so delali prejšnji teden z vremenem, da je bil tak dež. No, upam, da bojo tole zdaj popravili čez vikend. Tako da, lepo so vas prišla pozdraviti, dobro se majte na oglarskih dnevih in to je to. Mojca mogoče kaj? Jaz se znam s tabo strinjam. No, super, evo. Lepo se imajte. Za zabavo so skrbeli fantje iz skupine Zahod Band. Dragi Jani, 51 jih imaš, pa zapojemo vsi skupaj, no? Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Jani, vse najboljše za ti. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear Jani, happy birthday to you. Organizatorji so pripravili bogat program. Tako bo že jutri ob 16. prikaz borilnih veščin z Denisom Porčičem. V torek in sredo bodo ob 16. delavnice za otroke. V četrtek ob 18. bodo gozdarske igre za otroke in odrasle z bogatimi nagradami. V petek ob 15. bo prikaz izdelave sira. V soboto delavnice kar tako za vse. V nedeljo ob 9. pa sledi še zaključek oglarskih dni. Članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora so preteklo soboto pripravili gasilsko veselico. Osrednji dogodek pa je bil prevzem novega vozila. Nova pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora, novo vozilo. Za kakšno vozilo pravzaprav gre? Gre za vozilo za prevoz moštva. Seveda, kot že samo ime pove, je namenjeno prevozu moštva. Poleg tega ima pa noter še osnovno opremo za reanimacijo in pomoč pri kakršnih koli nesrečah. Koliko je vredno? Vozilo je vredno skupaj z opremo nekaj čez 50 000 evrov. Seveda bo prišlo verjetno zelo prav. Kaj pa, če pogledava še ostala vozila, katera še imate tule v Kranjski Gori? Poleg tega novega vozila imamo v Kranjski Gori še vozilo GVC 1625, to je tak, včasih smo temu rekli kombinirano vozilo, ki je primerno za vse in opremljeno za vse posredovanja. In pa gasilska avtocisterna GVC 1625, ter še manjše gasilsko vozilo za gozdne požare Nissan Navara. Pa do leta smo imeli še gasilsko avtolesto, ki pa je žal se strošila. Morda poveva še kaj na splošno o delovanju društva, koliko intervencij povprečno imate? V našem društvu beležimo nekje med
med 15 in 30 intervencij letno. Večinoma so požari, potem sledijo tehnične intervencije in pa vse ostalo naprej. In letos tudi praznovanje z veselico? Letos smo se odločili, da bomo naredili veselico ob tej priložnosti, ker smo dobili novo vozilo, drugače bomo pa potem drugo leto veselico ponovili, ker bomo praznovali 125-letnico obstoja. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prvem avgustovskem tednu. Na Jesenicah se nadaljujejo torkovi poletni večeri v dvorani Kolparan. Tokrat bo ob 20. na sporedu film Rimu z ljubeznijo. Seveda smo sredi vrhunca turistične sezone in zato se nadaljujejo poletne prireditve v občini Kranjska Gora. Vrhunec dogajanja bo vsekakor v petek, ko bo osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora. Pa kar lepo po vrsti. Že jutri v ponedeljek bo ob 10:30 kolesarski izlet s kolesom do najlepšega slovenskega slapa. Start bo pred dvorano Vitranc. Potem v torek bo ob 10:30 pohodniški izlet nazaj k izviru. Start bo prav tako pred dvorano Vitranc. V četrtek ob 9. bo pohodniški izlet Skrivnostni kotički potoka Martuljek. Start bo v Kranjski Gori pred dvorano Vitranc. Ob 17. bodo v Mojstrani na kolesarskem postajališču delavnice za otroke na postajališču Sonček. Potem pa še ob 16. učna igralnica pekarna Mišmaš. Leta bo v gozdu Martuljku oziroma v hotelu Rute. Ob 18. sledi še kulinarična pot. Ob 20:30 pa bo na trgu pred cerkvijo nastop orkestra, pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Ob 20. pa bodo prav tako v četrtek na Dolgem slovenski večeri. Potem pa, kot smo že omenili, nas čaka petek, ko bo ob 20. osrednja slovesnost o prazniku občine Kranjska Gora. V soboto bo ob 8. zjutraj start tradicionalnega Andrejčkovega pohoda. Ob 10. se bodo začele rajže po poteh triglavskih pravljic, in sicer za pošto v Mojstrani. In pa potem seveda tradicionalna veselica pod Lipo v Podkorenu, ki se bo začela ob 16. Zbrane bo zabaval ansambel Kalipso. V nedeljo ob 16. bo nastopila žonglerska skupina Čupa Kabra, in sicer pri jezeru Jasna. Ob 20:30 pa bo še koncert Dua Beina na trgu pred cerkvijo. Od petka do nedelje pa v času med 11. do 17. uro potekajo še delavnice za otroke. Kot ste videli, spoštovane gledalke, in kot ste videli, spoštovani gledalci, se bo predvsem v občini Kranjska Gora v prihodnjih dneh res veliko dogajalo. Zato ste vabljeni na prireditve in seveda na ogled prihodnje kronike tedna. Lep in poletni 1. avgustovski teden vam želimo s kranjskogorske televizije ATM TV.